Jutri se na Sardiniji začenja ena največjih dirk v koledarju Mednarodne kolesarske zveze. 100. izvedba Gira. Mi bomo pri 24. izvedbi kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesarska dirka, ki je nekako nadomestila dirko Alpe Adria. Tudi tu je nekaj obrazov, nekaj oseb, ki so bile zraven tudi pri dirki Alpe Adria. Seveda pa vam želim, da bo to današnje druženje prijetno, kajti kar nekaj novosti, na katere smo čakali več kot 20 let, ki se nam danes obeta. Za mizo so govorniki, ki jih še posebej pozdravljam. Z nami je nekaj novih obrazov, ki so seveda še posebej dobrodošli, in pa nekaj tistih, brez katerih enostavno na dirki po Sloveniji nikakor ne gre. In ker govorimo o novinarski konferenci, lep pozdrav kolegicam novinarkam in pa kolegom novinarjem, ki so prišli, in danes tudi z tega vidika vidimo kar nekaj novih obrazov, ni samo športni dogodek, očitno gre tudi za bolj večplasten dogodek, kajti z nami so tudi tisti, ki skrbijo za promocijo države, ki skrbijo kot novinarji, tudi novinarke, za promocijo te naše prelepe dežele, ki jo povežejo kolesarji in jo bodo letos znova povezali v začetku oziroma v sredini meseca junija. Ker smo v prostorih Telekoma Slovenije, je seveda prav, da na začetku damo besedo predstavniku enega glavnih pokroviteljev, brez katerih si dirke enostavno ne moremo zamisliti. Z nami je, tako kot smo že vajeni in nas vedno veseli, ko govorimo o kolesarskem športu, gospod Tomaž Jontes, predstavnik Telekoma Slovenije, dolgoletni generalni sponzor dirke po Sloveniji in seveda eden izmed tistih, ki skrbi, da je na dirki tako, kot mora biti. Torej, gospod Jontes, beseda je vaša. Hvala. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in imenu Telekoma Slovenije. Dirka po Sloveniji in njeni organizatorji so dokazali, da tudi v Sloveniji znamo gostiti najboljše ekipe in najboljše kolesarje. Izjemno smo ponosni na to, da smo dolgoletni partner te dirke in nameravamo to ostati tudi v prihodnje. Veselimo se tega velikega dogodka, veseli nas, da se je odzvala tudi država, veseli nas, da bodo prenosi tako na slovenski televiziji kot na Eurošportu. Vse vabimo, da spremljate dirko tako na našem spletnem mediju siol.net, kot tudi na Twin televiziji, tudi na terenu. Vsem želim lepo vreme in pa čim lepšo dirko. Hvala lepa. Hvala lepa. Tokrat predvsem z moje strani, čeprav si včasih vzamem in govorim kar v imenu kolesarskega kolektiva iz Novega mesta, pa upam, da mi Mojca pretirano ne bo zamerila, ampak biti v družbi tako aktivnih in tako željnih dokazovanja in pa uspehov v športnem svetu je res nekaj prijetnega in to delimo z vsemi tistimi, ki skrbijo za dirko že toliko let. Seveda brez Telekoma Slovenije enostavno ne gre. Morda je gospod Jontes že povedal nekaj stvari, ki jih je želel zadržati zase. Bogdan Fink, velik podvig je uspel letos prirediteljem in to ne samo z tem, da je zraven Eurošport, televizija Slovenija, naša nacionalka, je tako ali tako zraven že skoraj da od samega začetka oziroma je od samega začetka. Drugih medijev tu niti ne bom omenjal, posebej pa seveda Siol, kjer se bo vse skupaj dalo spremljati. Ampak nekaj je dejstvo, če ne bi imeli teh zagnanih kolesarskih delavcev pod Dolenjskimi griči, vprašanje, kako bi bilo že leta 1993 in pa vseh teh letih do danes, ko pišemo letnico 2017 in bo naslednje leto 25 let, kar je prva dirka. Gospa Mojca Novak seveda prihaja iz Adrie Mobila.
kaj Adria Mobil pomeni kot pokrovitelj našega kolesarskega športa, ne samo na Dolenjskem, pa vsi vemo. Gospa Mojca, izvolite. Hvala lepa. In spoštovani novinarji, sponzorji, spoštovani generalni pokrovitelj dirke po Sloveniji in gostitelj današnjega dogodka družba Telekom, dragi prijatelji kolesarstva. Tudi z moje strani en lep pozdrav. In ko takole nagovarjam vas pred začetkom letošnjega kolesarskega tura po Sloveniji, ne morem mimo jubileja, ki ga kolesarski klub Adria Mobil letos praznuje, in sicer 45 let delovanja, bolje rečeno udejanjanja svojega poslanstva. Klub poslanstvo udejanja z večjimi zadevami, večkrat to poudarim in tudi danes ponovno, najprej zagotovo z vzgojo kolesarskih talentov, ki so kot tekmovalci, ključni kolesarski tekmovalci v mnogih prestižnih svetovnih kolesarskih klubih. Zadnji, ki je odletel iz našega gnezda, je zagotovo Primož Roglič. Naslednja zadeva je vzgoja v kolesarski šoli v vseh selekcijah, od najmlajših do kontinentalne ravni, ki tekmujejo ne le v Sloveniji, ampak širom v Evropi in še v svetu. Nizajo uspehe, ki nas razveseljujejo in nam dajo energijo. Tretja zadeva, poslanstvo, naloga je organizacija kolesarskih prireditev za promocijo kolesarstva, kluba, države in športa. Med njimi je zagotovo najpomembnejši kolesarski dogodek dirka po Sloveniji. Zato mi dovolite, da v današnjem nagovoru nekaj več o letošnjem slovenskem turu. Zahvaljujem se generalnemu sponzorju družbe Telekom Slovenija, ki je dolgoletni sponzor slovenske pentle. Letošnja dirka ima novo podobo in nov slogan. Iz modre postaja zeleno-modra. Slogan je boj za zeleno. Gre za besedno močan, kompleksno sporočilen in večplasten slogan. Tekmovalci bodo ciljali na zeleno majico. Sponzorji v svoji poslovni biti povezujejo zeleno okolje, zeleno dejavnost, zelene produkte in seveda zeleno okoljsko prihodnost. Če se vrnem leta nazaj, natančneje v leto 2015, sem prav tukaj za to govornico govorila o vodenih klubskih aktivnostih za predvajanje dirke na Eurošportu. Morda malce zagrenjeno, morda tudi optimistično, skratka prevevali so nas različni vtisi in različna energija. Želim namreč poudariti, da ponovno zaradi velike želje so vse ovire postale manjše. Klubu je uspelo, da bo letošnja dirka neposredno prenašana na Eurošportu in predstavljena več 100 milijonom gledalcem. To je svojevrstna zmaga ali medalja za klub. Ne samo za tekmovalce, tiste klasične na odru, saj je bilo v projekt vključenih veliko ljudi in dela. Menim in čutim, da je to pravi dosežek za klub in posledica tudi velikega poguma. Hvala vsem, mnogo vas je, ki ste pristopili k projektu, in poklon in čestitka mojim sodelavcem, dragim prijateljem v kolesarskem klubu Adria Mobil, predvsem pa Bogdanu. Nič ga ni ustavilo. Zanj nobena ovira ni bila ovira. Ponovno se je pokazalo, da želimo imeti prihodnost za vse, kar moramo narediti za to prihodnost, je potrebno načrtovanje in zagotovo nam potem tudi uspe. Ponosna sem, da zaupate in verjamete v kolesarski klub Adria Mobil. Hvala vsem dolgoletnim sponzorjem kolesarskega kluba z glavnim sponzorjem, mojo drago družbo Adria Mobil, in seveda izpostavila bi tukaj še družbo Auto Triglav, ki je prav tako
zvesta sponzorica kolesarskega kluba in tudi glavna sponzorica v smislu opremljevanja dirke po Sloveniji. Vsem sponzorjem dirke po Sloveniji, družbi Telekom in drugim sponzorjem. Posebna zahvala pa gre za prenos, za omogočanje prenosa na Eurošportu, STO-ju, vsem 13 partnerjem, javni agenciji Spirit, Turizem Ljubljana, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, Unior Zreče, županom in občinam Koper, Slovenska Bistrica, Rogaška Slatina, Zreče, Slovenske Konjice, Žalec in seveda domicilni občini Novo mesto in seveda tudi vsem ostalim sponzorjem, ki tvorijo sponzorski klub kolesarskega kluba Adria Mobil. Hvala tudi policiji in seveda tudi Kolesarski zvezi Slovenije z njegovim predsednikom Grmom. Toliko z moje strani. Hvala za poslušanje, hvala še enkrat za udeležbo. Želim, da skrbno spremljate dogodke na slovenskem turju in seveda vidimo se junija na dirki. Hvala lepa. Hvala lepa, Mojca. Tu prav veliko ni za dodati, torej 45 let kolesarskega športa pod Dolenjskimi igrišči in to je nekaj, kar je seveda spoštovanja vrednega. Približuje pa se tudi 25. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Dobro vem, ker smo že nekaj časa skupaj, da so si v Novem mestu in pa tudi pri Kolesarski zvezi Slovenije želeli zelo, zelo tesnega in močnega povezovanja z našimi turističnimi kraji in morda celo bolj kot to, da bo dirka na Eurosportu mene danes, ker sem nekako bolj lokalno navezan, veseli, da je z nami gospa magistrica Maja Pak, ki zastopa Slovensko turistično organizacijo in današnji dan, 4. maj, je za moj okus v povezavi z dirko res nek prelomen dan in upam, da je to res začetek nečesa lepega, res prijetnega sodelovanja. Gospa magistrica Maja Pak, beseda je vaša. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani Slovenske turistične organizacije. Ja, aktivne počitnice so zagotovo ključni produkt slovenskega turizma. Naj se gre za kolesarjenje, pohodništvo, smučanje in tako dalje. 75% vseh tujih turistov v Sloveniji pride na počitnice z motivom aktivnega oddiha. Poleg tega športni turizem postaja vedno bolj pomemben segment v slovenskem turizmu, naj se gre za priprave športnikov Slovenije v Sloveniji ali pa za organizacijo mednarodnih dogodkov. In za sodelovanje pri prenosu kolesarske dirke po Sloveniji smo se odločili praktično iz 3 razlogov. Prvič, ker so veliki odmevni športni dogodki, kot je kolesarska dirka in direktni prenos na Eurošportu, ki ga gleda 240 milijonov gledalcev po svetu, izjemnega pomena za pozicioniranje Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave, v trajnostni razvoj usmerjene destinacije in odlične za športni turizem. Gre za naslavljanje prav tistega segmenta turistov, ki se zanima za aktivni oddih. In sicer na najboljši možni način. S povezavo na dogodek, na zgodbo in preko tega na lepote Slovenije. In prenos kolesarske dirke to seveda zelo lepo omogoča. In drugič, ker smo prepričani, da lahko sodelovanjem različnih akterjev z področja turizma, gospodarstva, športa in drugih dosežemo več, dosežemo sinergijske učinke. Zato sem izjemno vesela, da nam je uspelo skupaj realizirati ta projekt. In tretjič, ker s novim poslanstvom dirke Fight for Green boj za prvič zeleni dres simbolizira tudi nujnost ukrepanja v smeri varovanja okolja in spodbujanja zelene mobilnosti, kar se sklada z našim poslanstvom trajnostnega razvoja turizma. Nenazadnje, veste, da smo letos na mednarodni borzi ITB Berlin prejeli prestižno nagrado National Geographic ravno za to področje usmeritve v trajnostni razvoj.
Ljubljana je bila lansko leto zelena prestolnica Evropa. Naše destinacije sledijo zelenemu turističnemu razvoju in nadgradnja dirke s tem poslanstvom dodatno utrjuje ugled Slovenije v njenih prizadevanjih za spodbujanje trajnostnega razvoja. In če se to zgodi preko športa, je to še toliko bolj pomembno. Z vodilnim TV športnim programom na svetu, Eurošportom, smo se že kar nekaj časa dogovarjali za sodelovanje in to sodelovanje postalo potem smiselno širšim projektom, torej preko prenosa kolesarske dirke in intenzivnega oglaševanja med aprilom in junijem ter promocije dogodka preko drugih medijev. Eurošport bo neposredno prenašal samo kolesarsko dirko na Eurošport 1 in 2, to bo 6 ur prenosa v živo od 15. do 18.6. in več kot 2 uri prenosa od teh 6 ur prikazuje posnetke narave, pokrajine, naših ikon, se pravi destinacij na vseh 4 trasah, skoraj po vsej Sloveniji in v bližini poteka tras. Večji del bo helikopterskih posnetkov živo, delno pa tudi bo predposneto za primer slabega vremena. Torej, tretjina neposrednega prenosa bo namenjena predstavitvi lepot Slovenije in to skupaj bo zagotovo imelo izjemne učinke. Potem Eurošport bo zagotovil poleg tega še posebne izpostavitve dogodka v Sloveniji znotraj njegovih drugih oddaj v prime timeu in pa zagotovil od aprila do junija najmanj 280 30-sekundnih oglasov za Slovenijo in 3 milijone prikazov banerjev na spletni strani Eurošporta. Dogodek, ki se bo prenašal, bo, kot smo slišali, zeleno obarvan. Obarvan bo barve državne znamke iFeel Slovenija. Znamka bo enotno vključena v vse oglase na Eurošportu, turistične in gospodarske, bo obeležil na sami dirki zeleni dres. In preko tega se bo prenašalo poslanstvo, se pravi, dirka dobiva neko nadgradnjo tudi v tem. Sam dogodek bo privabil okrog 800 kolesarjev, spremljevalnih ekip, vsekakor ogromno ljudi vključenih v organizacijo, računamo pa tudi na tiste, za katere bi ogled dirke pomenil dodatni motiv za obisk Slovenije. Na Slovenski turistični organizaciji bomo dogodek še dodatno izkoristili s promocijo dogodka na našo široko dremo tujih novinarjev, s katerimi tudi sicer redno komuniciramo, posredovanjem informacij o Sloveniji kot zeleni, aktivni, zdravi destinaciji, odlični za aktivni oddih tujim akreditiranim novinarjem, ki bodo takrat tukaj, za katere bomo tudi pripravili študijsko potovanje po Sloveniji, da jih bomo dodatno seznanili še s turističnim delom ponudbe. Močno bomo usklajeno komunicirali pred dogodkom, med in po dogodku preko družbenih omrežij, vsi partnerji vpleteni v projekt. Destinacije pripravljajo atraktivne ponudbe za oddih Sloveniji z ogledom dirke. Tako da, če zaključim, še enkrat veseli me, da nam je uspelo realizirati to širše poslovno partnerstvo med akterji na področju turizma, gospodarstva, športa. Potrudili se bomo, da bomo ta dogodek maksimalno izkoristili s ciljem večje prepoznavnosti Slovenije, s ciljem večjega ugleda Slovenije kot atraktivne, turistične, uspešne, gospodarske in pa odlične športne destinacije. Hvala. Hvala lepa, gospa magistrica Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. Še enkrat res me veseli, da je slovenski turizem le prišel do tega, da kolesarska dirka je res tisto, kar prikaže deželo v celoti, pa če samo v 4 dneh. Vsi podatki, ki so bili navedeni, pa že sedaj izjemni in upam, da bodo tudi taki, ko bomo dirko zaključili. Vsi govorniki, ki so za govornico, vam bodo seveda tudi na voljo za vprašanja, cenjene kolegice in spoštovani kolegi. Zdaj pa smo pri tistem, kar nas že od leta 1993 seveda najbolj zanima. Sedaj smo pri dirki, sedaj smo pri fantih, ki bodo obračali pedala, sedaj smo pri ekipah, sedaj smo pri mestih, sedaj smo pri vsem tistem, kar bo pravi vrvež v dneh, kot so jih pomenili že predhodniki, torej med 15. in 18. junijem letos. Mojca je že povedala svoje, brez Bogdana Finka enostavno ne gre. Odslej naprej se okrog dirke pogovarjamo z 2 nosilcema kolajn na svetovnih prvenstvih, to tudi ni kar tako.
danes sta za mizo nosilec mladinske svetovne kolajne in pa naš najuspešnejši kolesar doslej, nosilec odličja svetovnega prvenstva v Lizboni, 16 let je že tega Andrej Hauptmann, ampak na Andreja Hauptmanna Kempija bomo še malo počakali. Bogdan Fink, direktor 24. izvedbe dirke po Sloveniji, imel je 2 predhodnika, ampak vsaj po moje nadgrajuje vse to, kar sta počela predhodnika, Jože in pa Mirko. Zato je prav, da Bogdanu damo se taj besedo. Bogdan izvod. Lep pozdrav še z moje strani, še enkrat v imenu organizatorja, to je še naša predsednica vas pozdravlja. 24. kolesarska dirka po Sloveniji. Kot ste že ugotovili, letošnja dirka ima nov simbol, nov znak. To je takle, to je ta pred vami in čas je, da si ga vsi še pobližje ogledamo. Mislim, da povezave, to je najprej še en tak promocijski film iz prejšnjih let, potem pa gremo na naš novi znak v print iz prejšnjih let. Še sam sem kar nekaj teh stvari že pozabil, kar velik etap in vsega tega. Velik kilometrov prevoženih smo imeli na dirki po Sloveniji v 24 izvedbah. Rekel, da gremo na znak, pa smo na mizi. To je naš novi znak, preskočil od vas. Dražje mora biti. Ja. V novi celostni podobi, kolikor smo, to so že moje predhodnice povedale, in ta znak boste videli tudi na vseh podobah in potem pa tudi na vseh podobah dirke, v vseh emblemih in pa tudi na direktnem prenosu kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo na Eurosportu in pa na TV Slovenija 2. Trenutno je dogovorjeno, da bo slika šla za direktni prenos v 74 držav, prepričan pa sem, da bo do začetka dirke še kakšna zraven. Ja, takole menjati prostor z direktorjem ni enostavno in ima človek kar malo treme, ko se postavi takole na direktorski položaj za vsaj nekaj sekund. Bogdan nam je zaupal, da bo marsikaj videnega tudi na naši nacionalki in ne smemo, res ne smemo mimo tega, da je TV Slovenija in pa tudi radio zraven in pa vsi tisti, ki so bili prisotni že od leta 93 spremljala to dirko in ta dirka se ne začenja z prihodom Eurosporta v Slovenijo in tudi na TV Slovenija bo vse skupaj videno. V prvi vrsti me zanima Bogdan naslednje, kdaj se bo vse to videlo, kako se bo vse to videlo, kdo bo dirko spremljal kot novinar neposredno. Slišali smo tudi, da festivala nikakor več ne gre v zadnjih letih. Torej, kje vse bo dirka videna, če še malo počakamo, kje se bomo vozili in kdo vse pride?
dirka bo, kot smo rekli, vsak dan 13:30 in 15:00 na Eurosportu 2. V istem obdobju tudi na RTV Slovenija. RTV Slovenija je tudi partner pri tem projektu, ki je zelo obsežen. Potem pa imamo še svoje družabne profile, ki jih ima dirka, kar mi se pravi Facebook, Instagram in pa Twitter. Potem imamo Twin TV, kjer bo tudi prenos te dirke. Potem imamo live medijsko javljanje pred začetkom, se pravi dirke in tako kot sem imel prej v angleščini in slovenščini. Potem pa so še spletne strani, ki jih je pa kar nekaj, predvsem tudi tuje, kot so Step Hills, Cycling TV in še nekateri, ki pa bodo imeli tudi direkten link dirke v živo, tako da tega bo kar nekaj. Seveda, ker smo novinarji, nas najbolj zanima, vsi pravijo, da je dirka po Sloveniji ena izmed tistih pripravljalnih dirk za največjo dirko v sezoni, ki bo potem se začela 1. julija, torej dirko po Franciji. Upam, da na nacionalki bosta za mikrofonom tista dva, ki se bosta pripravljala za sloviti tur, Tomaž Košca in pa seveda Martin Hvastja, da bomo vse to res spremljali na vrhunskem nivoju. Sedaj pa še preden gremo na ceste, kdo pride? Razvajate nas že nekaj let, tudi z ekipami iz Pro Tura. Sedaj nas res zanima, zelo majhne ikone so tisti, ki seveda kolesarstvo dobro poznajo, dobro vedo, kateri dresi so tam narisani. Kdo torej iz Pro Tura oziroma svetovne serije pride letos na slovenske ceste in pa katere slovenske ekipe bodo zraven, to, da bo Adria Mobil, v to pa Mojca seveda ne bo. Ekipe na dirki po Sloveniji. V letošnjem letu imamo 5 ekip iz razreda World Toura, Bora Hansgrohe, Orica, Bora je nemška ekipa, Orica avstralska, Dimension Data Južna Afriška, Združeni Arabski Emirati in pa Bahrein. Se pravi, imamo ekipe ali pa bomo rekli tekmovalce iz najmanj 4 kontinentov. Kaj bomo rekel, tukaj računamo na vseh Bahrein, Orica in pa Združeni Arabski Emirati, da bo kar nekaj naših fantov v postavah, natančnejše postave pa pridejo tretji teden Giro d'Italia. Enako tudi pri Dimension Data in pa Bori. Potem imamo 4 ekipe prokontinentalnega nivoja, najboljšo rusko ekipo, Androni Giocattoli in potem 3 italijanske ekipe. Vemo, da kar Italijani so kar reden gost, redni turistični gosti Slovenije. In pa potem še kontinentalne ekipe, na koncu nacionalna ekipa, v katero bodo vozili kolesarji Kranjske Save. 18 ekip skupno, natančne postave pa potem zadnji teden Gira in pa pred začetkom dirke, ko bojo pač poročili. Nekaj imen sicer že imamo, vendar o tem je še zaenkrat preuranjeno dovolj. Je kakšno vprašanje? Vprašanja bodo seveda na voljo tudi potem, ampak vsaj še eno bom postavil sam Bogdanu okrog tega Bora, torej Hansgrohe. Tam je tudi svetovni prvak Peter Sagan, ali bomo morda videli svetovnega prvaka na naših cestah? Mislim, da ne, da nekaj moramo pustiti za 25. dirko. Tako da, ko bo četrtina stoletja, se bomo pa probali pogovarjati tudi v tej smeri. Veš, organizacija step by step. Torej, korak po koraku sedaj prihajamo do Andreja Hauptmana, našega novega selektorja članske reprezentance. Videli smo nekaj teh ekip, kjer naj bi bili tudi fantje, ki bodo potem vozili na Evropskem prvenstvu v avgustu na Danskem in pa
na svetovnem prvenstvu na Norveškem v septembru. Andrej, koga vse si obetaš na tej dirki in pa predvsem, kakšen bo pogled na vse tisto, kar bomo videli v domačih dresih? Izjemna zasedba Adrije z izkušnjami in pa seveda mladimi fanti in pa ne smemo mimo fantov, ki so v dresu Ljubljanskega Roga, konec koncev bodo vozili tudi v eni etapi s startom in ciljem v Ljubljani in pa konec koncev tudi nacionalna ekipa. Ja, pozdravljeni tudi moje strani. Zdaj, kjeri slovenski, bom rekel, profesionalci iz tujih ekip bojo vozili na dirki po Sloveniji, se še ne ve točno. Zdaj skoro vsi vozijo na Giro d'Italia, ampak jaz verjamem, da jim bo ostalo še nekaj energije, kar zmagati na domači dirki, ko vsi pričakujemo, da bi to lahko, da bi Sloveniji zmagal. Bojo verjetno vsi Giro vozili tudi zmislijo na to, da bo nekaj ostalo še za dirko po Sloveniji. Res je, tudi slovenske ekipe z Adrijo, Radensko in pa z reprezentanco bojo sigurno odigrale pomembno vlogo na dirki. Veseli me pa to, da je tudi trasa, pa težavnost etap taka, da bomo lahko Slovenci tudi mladimi kolesarji lahko konkurirali. Ja, mladi kolesarji se na dirki po Sloveniji vedno poskušajo nekako prebiti v spredje. Sam bom malo kalkuliral oziroma preračunaval, bolje rečeno, za recimo Emirate, da pride Dolenjska Puščica in da v Novem mestu znova vidimo slovensko zmago, čeprav v dresu tuje ekipe, ne vem, za Bahrajn, oba mlada dolenjska fanta, ki sta zgodaj odšla v tujino. Konec koncev bo Bahrajn vodil naš nekdanji selektor Gorazd Štangl, najverjetneje na domači dirki. Pa ne vem, prioriki morda dajo proste roke tistemu, ki na Giru zgolj in samo pripravlja sprinte za nekoliko mlajšega Kadela Evna. Bomo videli, o imenih ne smem, pravijo, da ne bi kaj preveč razkril. Smo pri etapah, velika želja za naslednja leta je, vsaj to smo tudi prebrali na Siolu, ki nas izjemno informira o dirki po Sloveniji, 5-dnevna dirka, stajamo pri 4 etapah. Ja, tako je. Letosna dirka po Sloveniji bo še vedno v 4 etapah, je pa seveda cilj, da gremo nekoč tudi na 5 etap. Se je dirka po Sloveniji imela včasih že 7 etap, 6 dni, 7 etap, tako da smo vozili po cel teden. Leta 2004 smo Slovenijo spustili Evropo, poleg Slovenije obkrožili tudi Hrvaško, Italijo in pa Avstrijo v eni sami dirki. Tako da, zakaj 5 dni? Ker pravi, da je Slovenija majhna, ampak potem, ko treba prevoziti s kolesom pa z avtom, ko treba vse skupaj združiti in obiskati vse naše regije, pokrajine, mesta, ki so res lepa, je potem včasih 4 dni tudi postane premejhno. Tako da to so cilji za naprej, da gremo na etape. Prva etapa z obale, bomo šli kar na profil etape, iz obale do Koper do Kočevja. Profil dirke, jaz bi se tukaj kar navezal na našega novopečenega selektorja, Kempija, medalista. Kaj bi ti povedal glede na profil etape, kakšen razgled pričakuješ? Ja, tudi za mene je to zdaj novo, jaz sem tudi včeraj še vedel v etape, ampak bom probal. Ja, etapa Koper Kočevje sicer ni najdaljša, lahko pride šprint, lahko pride tudi pobeg. Meni je ta etapa všeč, zato ker skorno, ta etapa in še ostale dve sta take, da lahko pride pobeg manjše skupine ali pa zaključni šprint. Zdaj videli bomo,
zato bo bolj organiziran tiste ekipe, ki imajo svoje najboljše šprinterje, ali pa tiste ekipe, ki imajo bolj kompletne enodnevne kolesarje. Sigurno pa bo malo tudi odvisen od tega, s kakšnimi šprinterji, če bodo prišli res tisti najboljši, z najboljšim postavom, potem si upam trditi, da bo kar največkrat, kar se bo dal šprint, ampak glede na to, da so etape, kot vsa Slovenija, dosta razgibane in nam lahko tiste ekipe, ki imajo dobre enodnevne kolesarje, lahko pripravijo tudi kakšen presenečenje in res lahko pride do tega, da pride kakšna manjša skupina s prednostjo v cilj, ki bo lahko tudi kasneje vplival na končni rezultat cele 4-dnevne dirke. Torej, tukaj smo skrbili, da pripravljeno podjetje Jol 1 z Jako Lopatičem, ki ga prav lepo tudi pozdravljam trenutno v Španiji in nam vsa ta leta izredno pomaga pri predstavitvi, organizaciji in izpeljavi dirke po Sloveniji. Štart na Ukmarjevem trgu v Kopru, na Črnikal prvič, mislim, da je sigurno v mojem mandatu prvič vključena tudi Lipica, kjer, tako kot je rekel že Tomaž, upamo na lepo vreme, da bo tudi posnetki lepi in potem preko Postojne, Ribnice v Kočevje, zaključni krog 5 km, krog preizkušen, že smo ga vozili in jaz pričakujem eno zelo hitro etapo, ki po moje bo prišel na cilj in pobeg minimalno prednost. Ja, lahko bi rekli, da, ne vem, mislim, da Marka Cavendisha letos ne bo, ampak tole bi bila precej bolj pisana prva etapa za Cavendisha kot Kalanska, ampak bomo videli, kako bo na dirki. Upam, da so tudi Lipicanci tako obnašajo, kot je potrebno, kajti Eurošport bo zraven, da si lepo vidi, da bodo pokazali naše lepote. In sedaj smo pri drugi etapi, Bogdan, če se namotim, in brez prestolnega mesta nikakor ne gre. Še posebno pozdravil podžupanu mestne občine Ljubljana in nekdanjemu predsedniku Kolesarske zveze, gospodu Alešu Čerino. Torej, Ljubljana. Ja, štart pred Halo Tivoli, Ljubljana kot kolesarsko mesto, ne pomnim, katero leto ni bila Ljubljana zraven. Se pravi, v tej etapi bomo krožili kar lep del, predstavili kar lep del Slovenije, vključno z Gorenjsko, potem pa sledi vzpon še na Kranj, smo še od začetka Kranj, potem pa Šenčur, Domžale, to vidite v tej kratki prezentaciji. In potem vzpon na Bogenšperk, potem pa preko Ivančne Gorice, Višnje Gore, Iga, en vstop, tak bolj ravninski v Ljubljano, kjer se obeta še na zaključna kolesarsko izredno preko tehnična in pa hitra runda s ciljem na Slovensko cesto. Gledalci na Slovenski cesti, kolesarje bojo lahko gledalci videli dvakrat na Slovenski cesti, se pravi prvič, ko pridejo, potem pa še 4,9 km, 4,8 dolgi krog po samem centru Ljubljane. Če si prej omenil Cavendisha, on je na prijavni listi za letošnjo dirko, ampak glede na to, da je poškodovan, so to tiste zadeve, počasih je bolj, da počakamo zadnji teden ali pa zadnji teden Giro, še potem vidimo, da ne, je pa sigurno, če pride skupinski šprint on, en tistih, ki bo lahko se ta podobo, ampak upam, da bo namesto njega na najvišjem odru reč nekdo od naših Slovencev. Ja, Bogdan bi želel reči, da je na prijavni listi najverjetneje Združenih arabskih emiratov tudi Dolenjska puščica Marko Kump in da bi radi videli v Ljubljani, da zmaga Marko Kump, pa naj Marko vendarle zmaga na glavnem trgu v Novem mestu zadnji dan.
ali pa tudi če zmaga v Ljubljani. Če sem prav videl tole, Bogdan, tam pri Domžalah in tam okrog, mislim, da gremo tudi mimo hiše našega selektorja, ampak nam bo že on sam povedal. Torej, Andrej, trasa zanimiva, mene posebej veseli, da tisti prvi del Zbilje, Kranj, Šenčur, Zgornja Kranjska, bi lahko temu rekli, izvoli, kaj pričakuješ? Ja, trasa etape gre res skoro, mislim, da dobrih 200-300 metrov od moje hiše. Lik tam se bo pa začela tudi, bom rekel, zanimiv del etape za pobeg, tako da proti Moravčam, vzpon na Slivno in Bobenšpek in potem proti Ivančni Gorici je zelo razgiban in tam zna biti zanimiv. Seveda pa ta etapa ni toliko težka, da če bo par ekip šprinterskih, ki bojo zorganizirani, ni pretežka, da se ne bi brez problema prišlo v šprint. Seveda pa računamo na naše slovenske šprinterje, ker to jim bo tudi en test za Evropsko prvenstvo, ker trasa tam bo pa še lažja in treba verjetno si vsak od slovenskih, pa čeprav zvezdnikov si sigurno želi in pa tudi najlepše, da zmagaš pred domačim občinstvom, sploh pa letos, ko bo to Eurosport. Torej, ko vse skupaj povezujemo že z Evropskim prvenstvom na Danskem in tule je Orika, računaš na Luko Mezgeca, tudi Luka odlično pozna vsaj tisti prvi del te etape? Ja, sigurno Luka, če bo prišel iz Džira, tisti pravi, bo to ena izmed etap, na katero se bo posebej pripravil, ampak počakamo tisti zadnji teden pred Slovenijo, pa najbolj, da ga kar bi vprašali. Bomo vprašali Luko, ko pride, seveda upamo, da bo res tako nastrojen, kot je potrebno tudi na Džiru, čeprav dobro vemo, v kakšni službi je, tam se približno 200 metrov pred ciljem enostavno mora zaustaviti, kaj ti je v službi Kadela Juna. Tretja etapa, Bogdan. Jaz bi še pri tej etapi dodal, da cilj na slovenski cesti, zakaj smo se odločili za cilj na slovenski cesti, zato ker slovenska cesta nam Slovencem je nekaj novega, mislim starega in novega in radi bi to pokazali tudi celotnemu svetu. Prav tako je pa tudi zaključen krog po Ljubljani sestavljen in, kot sem rekel, tehničen. Kemp je bo povedal tehničen vrtiljak, mi imamo pa tudi nekaj časa kot organizatorji, da na lep način predstavimo naše glavno mesto, vse države, kjer poteka prenos dirke. Ampak sedaj, ko si šel pa na slovensko cesto, me pa res zanima, kje natanko na slovenski cesti, kajti slovenska cesta je pa res zanimiva. To boš pa zvedel 16. Hvala na reči, budne besede. Tretja etapa. Tretja etapa. Prav, da tretja etapa naj bi ponovno odločila zmagovalca. Štart v Celju, na Krekovem trgu, tam, ker je bil lani kronometer, potem leteči cilj v Žalcu, takoj na začetku. Tukaj najbolj ni treba povedati, kaj bo tukaj glavna znamenitost letečega cilja. Torej fontana piva in potem gremo naprej na Vareški vrh, Veliko Tinje in pa cilj na Roglo. Del trase je podoben kot leta 2014, ko je zmagal Jago Machado. Mislim, da najbolj, da v tej etapi je več pove Kempi. Ja, to je res tista prava etapa, ki naj bi dirko odločila. Vzpon na Roglo bo res za res tiste prave klancarje, najmočnejše ekipe bojo probale svoje kapetane hribolaste pripeljati na zaključni vzpon, kar se da spočite in pa skupino skupaj. Seveda bojo pa
ekipe med sabo, te ta boljše, se vsi poznajo, tako da tisti, bom rekel, iz druge vrste bojo pa probali presenetiti na prve dva vzpona, ki sledite že po dobri polovici tekme, po dobri polovici etape. Tako da bo pa treba počakati tisto soboto, da bomo videli, katera ekipa bo prišla z najmočnejšo ekipo in pa z najmočnejšim liderjem. Morda tole vprašanje je možno, da Adria Mobil s svojima izkušenima fantoma pride prva na vrh Rogle? Ja, seveda je možno, ker verjetno tudi gospa predsednica pričakuje, da bojo fantje kar se da pripravljeni. No, to niso pritiski na nikoli. Ne, niso pritiski. Malo hec, ampak mogoče njene želje, pa tudi moje kot selektorja. Bomo imeli pa tudi, če bo vse normalno, tudi take kolesarje, ki so že bili blizu zmage, mlajše Slovence v Pro Tour ekipah. Jaz mislim, da tudi Jan Polanski, verjetno na Giru ne bo imel pomembnejše vloge. Siguren razmišlja o dirki po Sloveniji in je tudi tak cilj, ki je njemu pisan na kožo, seveda, če bo res tisti pravi vrhunski hodnik. Na Rogli skoraj da vemo, kje bo cilj, ali je tudi to skrivnost? Zvejo sad najde. Torej, počakajmo do 17. Ko govorimo o tej kraljevski etapi, vsaj sam sem seveda tisti stari nostalgik, že seveda v letih, pogrešam Vršič in upam, da se vrne čim prej, sedaj, ko je STO zraven. Upam, da tudi župan Bolca in pa predvsem župan Kranjske Gore uvidita, da je dirka po Sloveniji enostavno nuja v njunih programih. Torej pričakujem Vršič tudi ob 25. izvedbi, pa ne bom nič pritiskal na direktorja ali pa na kogarkoli. Torej, četrta etapa brez glavnega trga in tlakovcev, pa vsega tistega, kar nam vedno ponuja Novo mesto, pa enostavno ne gre. Ja, tukaj imamo še tale zaključni vzpon, v katerem so vključene še slovenske konjice in pa potem vzpon cilj na Roglo. Tako kot smo rekli, da je mogoče za 25. obletnico te razveselimo, vemo te vleči na Gorenjsko. Bomo vedeli. 25-24 pa dirka po Sloveniji, zadnja etapa iz Rogaške Slatine v Novo mesto. Ta etapa je že bila na sporedu pred 2 leti in je nekako zaključek. Kaj bi povedal še tukaj, razen to, da se pričakuje pobeg? Ja, pričakuje se pobeg, ampak še bolj, da se pričakuje pobeg, se pričakuje šprint skupine glavnine na glavnem trgu v Novem mestu in lepo bi bilo, da, kot je Židarja omenil, da zmaga Slovenc. To je pa zame tudi najbolj pomembno. Ja, večkrat nam očitajo, da je to bolj festivalski interior, čeprav mi smo imeli v začetku letošnje sezone veliko narado Adria Mobil, kjer smo na nek način pokazali, da se da tudi v Novem mestu narediti tako dirko izredno težko, ker ne pride glavnina v cilj, ampak mogoče spet kaj novega za 26-25, ne vem. Jaz bi se, ko smo pri zadnji etapi, res rad zahvalil vsem tistim, ki ste sprejeli ta izziv, ki ste šli v ta projekt, ki ste izkazali nam to zaupanje in upam, oziroma mi bomo vse naredili, da to vaše zaupanje upravičimo in da bo na koncu to, tako kot smo si zastavili na začetku, kolesarska dirka po Sloveniji, zgodba o uspehu in da boste lahko, oziroma da bomo tudi v 25 izvedbi partnerji. In še enkrat hvala vam vsem, ki ste pristopili k projektu.
Ja, zdaj bomo direktorja poprosili, če gre nazaj na svoje mesto tamle za govornico oziroma za mizo, kajti cenjene kolegice, spoštovani kolegi novinarji, beseda bo vaša. Kdor ima vprašanje, naj prosim pove za koga in pa seveda pove vprašanje. Izvolite. Mene zanima, glede na to, da je zadeva zdaj tako marketinško zelo intenzivna, ne, pa vključuje televizije in vse skupaj, koliko je zdaj ta marketinški vložek se povečal, kakšni so deleži to mogoče, kakšni izplen pričakujete? Ja, zdaj celotno sodelovanje z Eurošportom, ki pač obsega prenos, vse to, kar sem prej naštela, in oglaševanje od junija od konca aprila do junija je vredno 300 000 evrov neto. In to je tisto, kjer smo pristopili partnerji torej k sodelovanju in v tem smislu tudi realizirali. Pravi, poleg tega, kar sem povedala, torej neposredni prenos, oglaševanje, komuniciranje v drugih oddajah Eurošporta, povzetki in tako naprej, bomo še pa mi intenzivno komunicirali z novinarji, ki bodo tukaj, preko družbenih omrežij, vsi spleteni partnerji, tako da bomo skušali ta vložek najbolj možno izkoristiti. Naši cilji so nekje doseg 90 milijonov gledalcev in 3 milijone prikazanih spletnih stopnic. Morda tudi, koliko to podraži organizacija dirke, ta pristop, ki je letošnji? Vse skupaj je 600 000 evrov. 560 do 600 000. Ko rečem, 560 do 600 000. In celoten projekt je vredno 180 000. Pravi, sam prenos na Eurošportu 300 000, potem se pa produkcija prenosa in pa celotna organizacija. Tako, celotna organizacija dirke, ki je, to že znamo, to smo delali tudi prejšnja leta, in pa TV produkcija, ki stane zelo veliko. Zakaj smo kar take tehnike v Sloveniji ni in je 2/3 vse opremno stoji. Če hočemo, da bo to na nivoju, ki je to. Kdo dela produkcijo? So res to tisti, ki delajo produkcijo tudi za Tour de France? Ne, ti ne delajo produkcijo za Tour de France. Tour de France dela francoska televizija, naj me popravi, če ni prav, ampak oni delajo dirko po norveški, Arctic Race, in pa pred 14 dnevi so delali dirko po Hrvaški. In imajo še dosti drugih manjših dirk in pa tekaških prireditev. Trenutno so pa v Azerbajdžanu, kjer so neke igre. Ne, tako da oni so bili na ogledu tukaj, zadeve stojijo, laufajo, proga je jasna, štartne ciljne lokacije so jasne, tako da. Ja, za vse novinarje najverjetneje vprašanje tudi, koliko to spremeni vse skupaj na startu, na cilju, je kaj drugih zakonitosti, kot so bile doslej? Mislim, da ne. Kar se vas novinarjev tiče, ne. Seveda je jasno več ograja, pa večja organizacija na štartih in na ciljih, ki je povezana s tem, vendar ne. Danes ni tu predstavnikov slovenske policije. Zapora Slovenske ceste v petek popoldan, je bil to velik dogaj? Predstavniki slovenske policije vas vse lepo pozdravljajo, še posebej tebe, Dare, Matjaž, te pozdravlja. Če si me že glih izvolil, trenutno so pa na Štajerskem, kjer delajo varnostni načrt 3. etape in pa polovico 4., zato tudi danes niso z nami. Dobro. Še kakšno vprašanje, kolegice, kolegi?
Ja, potem bom jaz zaključil počasi z zadnjim vprašanjem. V kakšni majici ob tem novem logu se bo vozil v vodilni, bo to rumena, bo modra, bo zelena? Težko vprašanje, ja. No, če še nisi gotov, zelena je zdaj nova barva dirke. Tudi tako kot je Tour de France ali pa Giro d'Italia, Vuelta Španija ima tudi kolesarska dirka po Sloveniji novo barvo, svojo barvo, in to je zelena. Zmagovalec pa bo nosil tako majico, ki je tukaj pred vami. Pa preostali točke, tribolaze in tako naprej. No, do dirke je še mesec, pa še 14 dni, tako da imamo še kaj lahko za predstaviti. Hvala. Dobro, to bodo naredili na posebni novinarski konferenci.